Pogovori. Jezikovni pogovori. Francozini Emmanuel Richard in Leslie Simon sta slovenščino spletli čustveno zvezo. Prva zaradi lepot slovenske narave in navduševanja nad kolesarskimi dosežki Tadeja Pogačarja, druga pa je oboževalka glasbene skupine Joker Out. Sandro Clemente je zaposlen kot vzdrževalec na Univerzi v Trstu, kjer študira slovenščino. Rad tudi poje slovenske pesmi v slovenskih društvih. Poljakinja Ana Stefan se je za slovenščino odločila zaradi lepot naše dežele in njene prestolnice. Danes uči slovenščino v Lodžu in zanjo uspešno navdihuje tudi druge. Na tamkajšnji slovenistiki je opisanih kar 30 študentk in študentov. Prav posebno zgodbo slovenščino pa ima tudi Madžarka Kata Šulokne Koročan. Živi v Monoštru, za slovenščino so jo navdihnili udeleženci Likovne akademije. Naše sogovornike smo posneli na letošnjem seminarju za slovenski jezik, literaturo in kulturo. Medtem ko številni preživljajo oddih ob morju, so oni namenili 2 tedna spoznavanju slovenščine in slovenske kulture. Pa bomo začeli najprej v Franciji. Emmanuel Richard in Leslie Simon. Ali sta vidve kakorkoli sorodstveno povezani za Slovenijo? Da imate kakšne sorodnike tukaj? Ali pa... Nimava. Nimam sorodnike v Sloveniji. Samo imava čustveno zvezo s Slovenijo. Ja. Kakšna pa je ta čustvena zveza? Ja, to se zelo lepo sliši. Ja, vedno sem potovala v Slovenijo, ker zelo so mi všeč gore. In rada grem na pohod. In tudi sem velika navijačica Tadeja Pogačarja tudi. Super. Gore in kolesarstvo in šport. Ne? Ja. Tour de France. Ja. No, ampak zdaj ste tukaj, ne? Niste na turu nekje, da bi spremljali Tadeja Pogačarja. Ne? Pa vi, Leslie, kako se je začela vaša čustvena zveza s slovenščino? Zaradi glasbe sem fenica oziroma boževalka glasbene skupine, ki se imenuje Joker Out, ki so nastopali na Eurovizije. Kakšna oboževalka ste? Koliko jih spremljate? Sem strastna oboževalka. Ja, bom. To je, verjamem, da je to velika strast, da je v bistvu skupina Joker Out razlog, da ste se začeli učiti slovensko. Torej, bi radi spoznali pomen njihovih pesmi in tako naprej. Čeprav pomen bi lahko tudi prevedli, ne? In tako naprej. To ni problem, ne? Danes pa sploh. Ampak vendarle, vi ste se odločili za slovenščino, da boste bolj uživali v skupini Joker Out. Ja. Sliši se nenavadno, kakor ne vem, ko se Slovenci odločajo za učenje korejščine zaradi K-popa, nekaj podobnega mogoče. Ja, ne, K-pop pa ne poslušam, ampak ne. Ja, točno tako so mi najbolj zanimiva besedila v tujem jeziku. Mi je zelo zanimivo. Ampak ni samo Joker Outa, je drill tudi, je Maseja, je vas, zelo mi všeč tudi. Pa se prvič učita slovenščino? Kdaj? Ja. Koliko časa? Ja. 2 leti in... 3 leta, ampak samo 3 uri na teden, ker delam kot učiteljica. Na seminarju sta pa prvič? Drugič za me. In prvič za me. Odlično. Gremo naprej. Sandro Clemente, vi pa prihajate iz Italije, iz Trsta. Točno ne, ker
Moja družina prihaja iz Sicilije. Jaz sem se rodil v Padovi, tam sem živel 30 let in potem mi je zdelo preravno v Padovi in sem se preselil v Trst prej in potem v dolino pri Trstu, kjer je morje, ampak tudi hribček za dolino, ki se imenuje v italijanščini Monte Carso, vrh Griže, kjer tudi letim s padalom. In sem prišel v dolino, ker je edini kraj, edino območje v pokrajini Trsta, kjer se lahko leti s padalom. In zato sem kupil hišo zraven pristanka, zraven kraj, kjer pristajamo s padalom. Ja, odlično govorite slovensko. Tudi zato mora biti verjetno čustvena zveza. Ja. Pogosto mi rečejo, da dobro govorim in razumem, ampak zame ni, kako se reče, mislim, da potrebujem še izobraževati, da izpopolnjevati. In zato sem tukaj na seminarju že 5-krat. Ja. Ampak prva 2 sem bil nadaljavo v času korone. Kaj pa sicer počnete v življenju? Kaj ste po poklicu? Kje ste zaposleni? Ja. Delam na univerzi v Trstu, ampak sem vzdrževalec, zato nisem povezan z jeziki. Ampak vendarle, 5. ste že tukaj na seminarju. Kdaj pa se je zgodil ta preskok, da ste se začeli učiti slovenščino oziroma se odločili? Ker vendarle to ni tako lahka odločitev, ne? Temu moraš nameniti kar nekaj časa in tudi del poletja. Ja, je res. Ampak je bila strast tudi zame, ker na začetku sem bil samo radoveden, potem mi je bil tako všeč govoriti slovensko, da sem nadaljeval. In ker delam na univerzi v Trstu, sem imel možnost tudi za se upisati na diplomo, in ker je bila tudi edina možnost v Trstu za dobro govoriti in obvladati slovensko, ker doma ne govorim slovensko, v službi ne govorim slovensko, zato edina priložnost zame je bila delati to na univerzi. Na srečo imamo odlična profesorja, profesor Miran Košuta in Rada Lečič, ki sta res vrhunska. In zato sem zelo hvaležen, ker ona 2 sta bila fundamentalna zame. Ja. Razlog pa je bližina Slovenije ali kako? Ja, tudi seveda, ker v moji občini se govori oboje, slovensko in italijansko, tudi po domače, tržaško narečje in slovensko narečje v dolini. Tako se govori 4 jezike vsak dan skoraj. Ja, tudi je drugi razlog, zakaj sem se odločil, da moram izpopolnjevati, ker vsaj v moji občini lahko uporabljam jezik. Tudi pojem v 2 zborih. Slovenski? Ja, seveda. Ampak kaj je tisti glavni razlog, da ste se odločili za slovenščino? Ali sploh niste veliko razmišljali o tem? Lepota slovenščine, sigurno. Ali imate tudi vi kakšnega jokerja, tako kot je Joker out? No, zelo mi so všeč ljudske pesmi. Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih ravan. In potem, tudi Martin Krpan, Od višine se zvrti, naprimer, Siddharta, Laibach, je polno dobre glasbe tudi v Sloveniji. Ja, lepo vas je poslušati vse, ker tudi potem nam, Slovencem, govorite oziroma poglabljate ljubezen do naše kulture. Zdaj pa bomo šli na Poljsko. Ana Stefan, vi pa ste profesorica slovenščine ali kako v Lodžu? Tako, jaz sem predavateljica na Loški univerzi
Moja pot slovenščino se je začela leta 2002, ko sem sama šla študirati in čisto po naključju, to vedno rečem, za slavistiko sem se odločila namenoma, ampak nisem vedela, kateri jezik bo tam in lahko sem izbirala med bolgarščino, srbščino, slovenščino in takrat mislim slovaščino, ampak jaz sem se odločila za slovenščino in bolgarščino. Potem leta 2003 sem prišla prvič na seminar v Ljubljano, zaljubila sem se v Ljubljano, dokončno v Slovenijo, tako da pač je slovenščina in Slovenija postala del mojega življenja, tako delovnega kot pa tudi zasebnega, ker res imam rada Slovenijo. Prva ljubezen je še pa vedno verjetno Poljska. Ja, je. Ampak ima konkurenco. Res ima konkurenco, ker se trudim tudi čim več govoriti o Sloveniji in o slovenščini, ker pri nas nažalost še velja ta stereotip, da pač Slovenija in Slovaška sta nažalost blizu in ljudje pogosto ju menjata oziroma prihaja do takšnih sploh nesmešnih zamenjav in si zato trudim čim več govoriti o Sloveniji. Učite pa slovenščino. Tako, redno od leta 2014 poučujem slovenščino in tudi neke povezane predmete, kot na primer slovnica slovenskega jezika ali pa kultura slovenskega jezika oziroma kultura Slovenije. Odvisno, kaj pač potrebujemo v nekem trenutku. Ste v Lodžu edina učiteljica slovenščine? Ne, imamo lektorico Agato Guas, ki jo sicer lepo pozdravljam. Ona je glavna lektorica, jaz pa nekako pomagam. In koliko je drugih, ki se zanimajo za slovenščino v Lodžu, koliko učencev imate? Trenutno moram priznati, da vidim, da je res zanimanje za slovenščino, zato ker, kot je rekla tudi naša sogovorka prejšnja, imamo pogosto študente, ki prihajajo študirati zaradi tega, da na primer jim je všeč glasba Jokerauta, to pa poznam tudi, in res so nore navduševalke, ki hodijo na koncerte, pa spremljajo vse. Potem pa imam en letnik, ki obožuje Jana Plestenjaka, tudi jih lepo pozdravljam, ker so to moji diplomanti zdaj. V glavnem zdaj v tem trenutku imamo okoli 30 oseb, ki se učijo slovenščino redno in res jim je všeč slovenščina. Ja, 30 samo v Lodžu. Ja, lepa številka, ja. Ko imamo krizo, res je to zelo lepa številka in smo ponosni na to, ker mislim, da lahko rečem, da pač smo v bistvu zdaj največji center slovenščine na Poljskem. Vi ste se pa čustveno navezali slovenščino preko Ljubljane in Slovenije kot take, naravnih lepot. Naravnih lepot pa tudi tega, da me navdušuje učenje in poučevanje tujih jezikov in sama sem vedela, da se hočem učiti nekak tuj jezik, pa ta slovenščina se mi zdi izjemna, ker je edini v bistvu jezik, slovanski jezik ima dvojino in zdaj pa jaz se počutim malo osamljena v svoji poljščini, da mi nimamo te dvojine, ker je to res zelo zanimiva možnost izražati teh čustev, ne, če smo dva, tako da to mi je res všeč. Odlično, zdaj pa gremo na madžarsko. Kata Šulokne Korečan. Ne vem, če sem prav izgovoril, se opravičujem. Ja, povejte. Vi ste pa porabka. Prihajam iz Monoštra, ampak nisem porabka Slovenka in zaradi umetnosti sem se odločila za slovenščino. Zveza Slovencev na Madžarskem in Galerija Lendava vsako leto organizirata likovno kolonijo v Monoštru. In še v svojem otroštvu sem obiskovala to kolonijo, pa mi je bila malo neprijetna, da nisem mogla se pogovarjati s Slovenci in obstala je možnost na gimnaziji, da sem lahko izbrala slovenščino in sem poskusila. Ampak lahko bi se Slovenci pogovarjali v
v angleščini, ne? Ampak vi ste si želeli z njimi pogovarjati se v slovenščini. Ne? Ja, tako. In moram priznati, da takrat še nisem znala tako dobro angleško. In jaz sem se učila v osnovni šoli in na gimnaziji nemščino, ne pa angleščine. Tako da. Ampak vendarle, nekdo drug bi si mogoče izbral angleščino, vas pa to ni zadovoljilo. Ne? Zakaj vas je ta umetnost oziroma ta kolonija tako navdušila, tudi za slovenščino? Malo kasneje sem želela študirati na vaši likovni akademiji in dobila sem štipendijo. Najprej sem hodila v celoletno šolo slovenščine, kjer Dr. Damjan Huber, eden izmed organizatorjev seminarja, me je poučeval. In potem sem se prijavila na Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani in študirala sem slikarstvo tukaj v Ljubljani. Ste zaključili slikarstvo, akademijo? Ne, prekinila sem študij, ampak sem pa postala oboževalka slovenskega jezika in kulture. Zakaj ste si pa izbrali ravno Akademijo v Ljubljani? Zakaj ne kakšno akademijo, umetniško, ne vem, na Madžarskem? Tudi zaradi štipendije, ampak tudi zato, ker sem mislila, da država je lepa in bom dobro se počutila tukaj. Moram reči, da Slovenija je res, bi rekla, šatujica narave, ker je tako lepa, zelena in hotela sem priti v Slovenijo. Vsekakor pa se sam dobro počutim na seminarju vsako leto, ne, ko srečam takšne ljudi, ki se odločijo, da namenijo del svojih počitnic slovenščini, slovenski kulturi in tudi lepotam Slovenije. Vse to je navdihujoče in nam je lahko navdih, kako porabiti prosti čas tudi na takšen način. Emanuel Richard, Leslie Simon, je Sandro Clemente, Ana Štefan in Kota Šolokne Korenčan. Najlepša hvala za pogovor, bilo je zanimivo in v veselje. Hvala.